za izhodišče bomo vzeli par odlomkov. Zdaj, nekaj ste jih, sem majčkeno preletel, tudi dosedanja srečanja in ste imeli kar nekaj biblicistov, tako da nekaj teh vidikov prijateljstva iz Svetega pisma ste že odprli, tako da tiste bom jaz preskočil, nekaj je pa še takih, ki bodo za danes zanimivi. Pa bi prosil, če kar preberete, lahko kar tale odlomek, tu, lahko kar do konca. Jezus se prikaže 7 učencem. Potem se je Jezus spet razodel učencem pri Tiberijskem jezeru. Razodel pa se je takole. Simon Peter, Tomaž, ki se imenuje dvojček, Natanijel iz Galilejske Kane, Zebedejeva sinova in 2 druga izmed njegovih učencev so bili skupaj. Simon Peter jim je rekel, ribe grem lovit. Dejali so mu, tudi mi gremo s teboj. Odšli so in stopili v čoln, tudi tisto noč niso nič ujeli. Ko se je že zdanilo, je stal Jezus na bregu, vendar učenci niso vedeli, da je Jezus. Jezus jim je rekel, otroci, imate kaj hrane? Odgovorili so mu, nič. Tedaj jim je rekel, vrzite mrežo na desno stran čolna in boste našli. Vrgli so jo, pa je zaradi obilice rib niso mogli izvleči. Tisti učenec, ki ga je Jezus ljubil, je rekel Petru, Gospod je. Ko je Simon Peter slišal, da je Gospod, si je opasal vrhnje oblačilo, ker je bil gol in se vrgel v jezero. Drugi učenci so pripluli s čolnom in privlekli mrežo z ribami, niso bili namreč daleč od brega, le kakih 200 komolcev. Ko so stopili na kopno, so na tleh zagledali žerjavico in na njej ribo ter kruh. Jezus jim je rekel, prinesite ribe, ki ste jih pravkar ujeli. Simon Peter se je tedaj ukrcal in potegnil na kopno mrežo, polno velikih rib, bilo jih je 153. Čeprav jih je bilo toliko, se mreža ni raztrgala. Jezus jim je rekel, pridite jest. Toda nobeden izmed učencev si ga ni drznil vprašati. Kdo si ti? Vedeli so namreč, da je Gospod. Jezus je prišel, vzel kruh in jim ga ponudil in prav tako ribo. To je bilo že tretjič, da se je Jezus razodel učencem, odkar je bil obujen od mrtvih. Hvala lepa. Ja, to je eden od ključnih ali temeljnih odlomkov, ki se navezujejo na odnose in v odnosih iščemo tudi razsežnosti prijateljstva. Ne bi želel zahajati zelo v tako psihološko globino, kaj je prijateljstvo, kaj ni, oziroma kaj je ljubezen, kaj je prijateljstvo. Nekako bi želel ostati na zakonitostih odnosov, ki so povezani s tem pojmom prijateljstvo. Prvo, kar opažamo v tem odlomku, je nekakšna Jezusova prisrčnost. Ko jih Jezus nagovori, jih nagovori tako, da jih prosi pravzaprav. Pravi, imate kaj prigrizniti, imate kaj zajesti. In ti učenci so zelo pametni, odrasli ljudje in pravijo, vso noč smo lovili, pa nismo nič ujeli. Zdaj, če nas nekdo prosi ali vpraša, če imam kaj zajesti, potem navadno ne bo zadovoljen
z odgovorom da ali pa ne. Ampak če bomo rekli, da imamo, bo kaj hotel. Skratka, tak pritrdilni odgovor je povezan tudi s tem, da ne ostane pri teoriji, ampak bomo s tem pozitivnim odgovorom najbrž tudi nekaj izgubili. In prav s pojmovanjem izgubljanja je povezana tudi ta dimenzija prijateljstva. Če nismo pripravljeni izgubljati, nismo prijatelji, bi lahko rekli. Kot rečeno, Jezus nagovori tukaj otroci, otročiči. Ta odlomek lahko povežemo z enim drugim odlomkom, ko Jezus pomnoži kruh in ribe, hrano pravzaprav. Najbrž se spomnite, kje dobi tista 2 hleba in 2 ribi. Ne pri odraslih ljudeh, ampak pri dečku, pri otroku. Zdaj na taki ravni študija duhovne akademije si lahko privoščimo tudi kakšen dvom. In nekako si bi upal dvomiti, da res nihče ni imel od te velike skupine tam, ko Jezus pomnoži kruh, nič za prigrizniti. Ampak odrasli ljudje vemo, če bomo rekli, da imamo, bomo morali nekaj dati. Edino otrok je tako naiven, bi lahko rekli, da takoj pove vse, kar čuti, kar misli, včasih še to, kar smo mu morda odsvetovali reči ali povedati, pa še to potem pove, da ne bi smel povedati. Skratka, Jezus tudi v tem odlomku računa na to otroško naivnost in jih odgovori otročiči ali otroci. Vendar ti učenci se ne dajo. So odrasli in pravijo, nič nismo videli. Potem, če se spomnite, jim Jezus pravi, vrzite mrežo, se spomnite na katero stran? Na desno stran in boste našli. Zdaj, desna stran predstavlja tudi drugačen pogled na življenje. In za prijateljstvo, sploh za odnose, nekoliko bolj trajne odnose, kar so tudi prijateljski odnosi, je pomembno, da gledamo na življenje celostno ali celovito, lahko bi rekli holistično, nekoliko bolj učeno. Vemo, zdaj kar nekateri, ko vidim tule tudi kakšen znan obraz, je to že povsem znano in bi lahko tudi kdo drug to povedal, pa ga ne bom vprašal, da ne bom mislil, da je to izpit. Ja, vemo, da imamo ljudje pač 2 možganski polovici. Levo in desno. In leva možganska polovica je namenjena bolj takemu pragmatičnemu, matematičnemu razmišljanju. Z levo polovico razmišljamo takrat, ko odpremo denarnico. In seveda takrat kalkuliramo, seštevamo in odštevamo. In ko imamo odprto levo polovico ali denarnico, se imamo včasih dober občutek. Ampak težko najdemo človeka, ki bo rekel, da ima dovolj, da ne rečem preveč denarja. Z levo polovico velikokrat tarnamo, se pritožujemo, imamo premalo, bi radi še več in tako naprej. Skratka, ta pragmatična polovica je redko kdaj zadovoljna. In je velikokrat usmerjena v tisti del našega življenja, ko mu nekaj manjka. Pravimo v tisto polovico kozarca, ki je prazna. Da je pa v kozarcu že nekaj notri, pa leva polovica včasih pozabi. In ko tu rečejo Jezusu, nič nismo ujeli, pomeni, gledajo pragmatično na življenje, tarnajo, niso zadovoljni, se pritožujejo, potem jim Jezus pravi, vrzite mrežo na desno stran. Poglejte torej na življenje z druge strani. In ko vržejo mrežo na desno stran, ali ko pogledajo na življenje z desno polovico možganov, potem vidijo ogromno dobrin. Ulovijo 153 rib,
ki je tudi zelo simbolna številka. Morda nekoliko preprosto pogledano, vemo, da je Jezus pravi, treba odpustiti 70krat 7krat. Če pomnožimo ali če množimo 7x7, je 49. In v tej tradiciji je Cerkev izoblikovala sveto leto, ki je vsako 50. leto. Vemo tudi, da je število polnosti 3, od trojice do 3 dni in 3 dnevja in tako naprej. In že tukaj, če torej te dve številki spojimo skupaj, da ne rečem pomnožino, pomnožimo 50x3 je 150. Že tu imamo polnost, se pravi 7x7x3. Zdaj pa tu Jezus doda še 3 ribe, še eno trojko, lahko rečemo skrajšano, da so lovili rib, da se jih ne da prešteti. Čez vse mere bi lahko rekli. To je 153. In zanimivo, ko pridejo s temi ribami k Jezusu, vidijo, da jim je Jezus že pripravil ribo in kruh. Zopet malo špekuliramo. Ni izključeno, da je Jezus imel to ribo in ta kruh pripravljen že ob prvem obisku apostolov ali učencev. Vendar, ker so bili usmerjeni predvsem na to, kar jim manjka, morda tega sploh niso opazili. Gre za to, da leva polovica možganov veliko stvari, ki so dobre, spregleda in na nje pozabi. Šele sedaj, ko so pogledali drugače na življenje, z desno polovico torej, ali z druge strani, so opazili, da je veliko dobrega v življenju že pripravljeno. Tako se mi zdi, se prijateljstvo lahko uči. Predvsem tako, da nekoliko zmanjšamo aktivnosti leve polovice možganov in skušamo aktivirati desno polovico možganov. Desna, ki je bolj holistična. Z desno razmišljamo takrat, ali čutimo, ko smo na kakšnih sprehodih, ko pa občudujemo naravo, ko se lepo pogovarjamo, ko malo sanjarimo o prihodnosti. In ta polovica je potrebna pravzaprav zato, da smo med seboj prijatelji, tudi zato, da je življenje lepo in smiselno. Samo z levo polovico bomo izgubili občutek za lepoto in srečo in smisel. To nam daje desna polovica, zato ker so tu odnosi. In to se kaže že dejansko od začetka človeštva, od stvarjenja. Že pri stvarjenju, če pogledamo na prva človeka, kako je Bog ustvaril Evo? Kaj vam to pada na pamet? Kar povejte. Iz moža, iz rebra. Kaj je s tem možem Bog prej napravil? Pravimo, da ga je uspaval. Če bi otroke vprašali, zakaj, bi najbrž rekli, da ga ni bolelo ali karkoli. Pač otroški odgovor. Seveda, uspavati pomeni v nekoliko širšem kontekstu prav to, da ga je izključil iz aktivnosti te leve polovice možganov, iz pragmatizma in priklopil, če smem tako reči, na desno polovico, na ta holistični pogled. Če bi ga pri polni zavesti z odprto denarnico vprašal, če mu da rebro, bi rekel nikakor. Izgubi samostojnost in ne vem kaj še vse. Tako ga je pa uspaval, se pravi, mu je nekako pričaral ali odprl pogled, kako lepo življenje je lahko v odnosih. In seveda to Adama premaga, pretehta mu ta pogled in se je pripravljen tudi odpreti. S tem, ko seveda Adam da Bogu rebro, iz katerega lahko, simbolna govorica seveda, mu lahko ustvari Evo, bitje, s katerim lahko stopi v odnos. Adam ni več samostojen, je ranljiv, ima odprto pot do notranjosti.
in vsa rebra lahko dobi samo tako, da sprejme potem tudi Evo. Jasno, če sprejme Evo, bi lahko rekli tako malo otroško, naivno jih ima pa preveč. In ta dinamika med preveč in premalo je dinamika odnosov, tudi dinamika prijateljstva. Ko smo enkrat v življenju tako daleč, da bomo rekli na polju odnosov, sedaj je pa vse urejeno, nič več si ne želim, bomo začeli stagnirati in prijateljstvo izgubljati. Tako da je prijateljstvo, so odnosi stalna aktivnost, stalno izgubljanje, zato da nekaj na drugi strani odkrijemo, prepoznamo, pridobimo. In velikokrat ugotovimo prav to, da smo se sicer nečemu odpovedali, da smo nekaj izgubili, ampak po drugi strani nas je to, kar smo izgubili, pripeljalo do občutka smisla, do polnosti življenja, do sreče bi lahko rekli. Zato, ker nas odnose osrečujejo. In seveda, od začetka torej človeštva gre prav za to iskanje neke komunikacije med levo in desno možgansko hemisfero. Seveda moramo misliti tudi na preživetje. Jasno, da leva polovica ni za odvreči. Moramo skrbeti tudi za vsak dan. Vendar, če skrbimo samo za to, bomo nesrečni in bomo izgubili občutek za smisel življenja. Sodobni čas je, ali pa bom rekel tako, malo privilegira to levo polovico možganov. Smo precej pragmatični in zato se seveda v življenju tudi težko odločamo. Če pogledamo mlade ali pa tudi malo manj mlade, opažamo nekakšno izmikanje, izogibanje življenjskim odločitvam. Ker se za levo polovico nič ne splača, poročiti se ne splača. Da ne rečem stopiti v kakšen samostan, sploh ne, vse vzamejo. Ali imeti otroke, sama izgube. Seveda, če tako gledamo, bomo veliko imeli, bo leva stran zadovoljna, ampak kot celota bomo pa nesrečni. Ker bomo izgubili občutek za odnose in nam to ne osmišlja življenja. Tako da je to odpiranje desni polovici, tako kot Jezus tu spodbudi učence, vrzite mrežo na desno stran, nekaj ključnega pomena. Potem bo življenje tudi polno, lepo in smiselno. Imamo tudi še več drugih takih primerov prijateljstev, če smem tako reči, tudi nekoliko manj posrečenih. Poznamo recimo odnos med znanima bratoma Kainom in Abelom, kjer se ta odnos slabo konča. Ker je tu pogled predvsem z levo polovico. In ko Kain začuti, da nekaj izgublja, raje to drugo polovico ubije, bi lahko rekli. Se pravi, če je v tem primeru Kain nekdo, ki simbolizira levo polovico, potem, kot poznamo zgodbo, ta leva polovica ubije desno polovico, Abela. Kaj mora Kain postati, da lahko preživi? Ko se boji, da bo umrl zaradi tega grozodejstva, mu Bog pravi, zapusti svojo deželo, taval boš iz kraja v kraj. Vemo, da je Kain poljedelec, vemo, da je Abel pastir. Kdo tava? Ne poljedelec, ampak pastir. Se pravi, zato da preživi, se je moral spremeniti v pastirja, v nekoga, ki ga je pravkar ubil. Lahko rečemo v desno stran možganov. Je moral povsem drugače pogledati na življenje. In to mu je življenje zopet odprlo in osmislilo. In takih primerov tudi danes ni tako malo. Ko nekdo živi zelo z levo polovico, potem seveda pride do nekih trenutkov, ko ugotovi, da to življenje ni smiselno, ni lepo, se včasih celo tvegano, ampak povsem spremeni. Tako da so to koraki, ki niso tuji tudi današnjemu času. Je pa seveda tako je moje mnenje,
dobro, če sproti skrbimo za to dinamiko komunikacije med levo in desno polovico. Da sproti skrbimo tudi za odnose in seveda tudi za to, da lahko preživimo. In včasih pri tem potrebujemo pomoč. Kakšno in katero bi pa zopet prosil, če lahko nekdo pride pa prebere en odlomek. Če lahko, ja. Samo trenutek, bomo takoj. Zamočil nas takoj. Če boste potrpeli voda. Kar tole, če lahko. Tukaj. Druga Mojzesova knjiga, ja? Ja. Lahko vse, ja? Ja. Voda v Masi in Meribi. Vsa skupnost Izraelovih sinov se je na Gospodovo povelje odpravila po poti iz Sinske puščave od postaje do postaje. Ko so se taborili v Refidimu, tam ni bilo vode, da bi ljudstvo moglo piti. Zato so se prepirali z Mojzesom, rekli so: dajte nam vode, da bomo pili. Mojzes jim je rekel: kaj se prepirate z menoj, zakaj preizkušate Gospoda? Ljudstvo je bilo tam žejno in tako je godrnjalo zoper Mojzesa. Zakaj si nas odpeljal iz Egipta, da z žejo pomoriš nas, naše otroke in našo živino? In Mojzes je vpil Gospodu ter rekel: kaj naj storim s tem ljudstvom? Še malo in kamnali me bodo. Gospod je rekel Mojzesu: pojdi pred ljudstvom in vzemi s seboj nekaj Izraelovih starešin. Tudi palico, s katero si udaril Nil, vzemi v roko in pojdi. Glej, stal bom pred teboj tam na skali na Herebu. Udari po skali in iz nje bo pritekla voda, da bo ljudstvo moglo piti. Mojzes je storil tako pred očmi Izraelovih starešin. In dal je temu kraju ime Masa in Meriba, ker so se Izraelovi sinovi prepirali in preizkušali Gospoda ter rekli: ali je Gospod med nami ali ne. Hvala lepa. Hvala. Ja, to je drug tak odlomek, ob katerem se malo ustavimo. Vemo, da ima Mojzes dinamično in težko življenje. Živi predvsem za druge, pelje človeka iz služnosti v svobodo in seveda na tej poti marsikdo tudi omaga. Tako je tudi to izvoljeno ljudstvo, bi lahko rekli. Pogosto se zato pritožuje. Najbrž poznate Jančarjevo črtico o egiptovskih loncih mesa, ki je to zgodbo pravzaprav obrnil tudi na slovensko zgodovino, na slovensko osamosvojitev. Ko imamo občutek, da je telo malo zapostavljeno, potem ga postavimo v središče in nam vrednote izgubijo pomen. Svoboda prav tako. To se očitno ne dogaja samo danes, ampak se je tudi že v preteklosti. Tudi Izraelci so se tu podobno pritoževali. Češ prej smo imeli vsaj dovolj za jesti in piti.
tudi če smo bili v sužnosti in tako naprej, če ni bilo svobode. Se pravi, da so predvsem tudi v takih kriznih momentih in včasih je tako, pogledali na življenje bolj s to levo stranjo možganov. Vendar Mojzes jih tu opogumi in seveda opogumlja jih tako, da se zateče k Bogu. To je zanimivo. Pod temi vidiki, ti starozavezni liki niso nič bistveno drugačni, kot smo mi. Razlika je v tem, da ti liki nikoli ne obupajo. In pa seveda stvari nikoli ne rešujejo nekako sami, solo, ampak se vedno obrnejo na Boga. Skratka, prav v tem, da stiske in krize rešujejo tako, da se obrnejo na Boga, se pravi kot skupnost v odnosu, tudi v odnosu z Bogom, in ne obupajo. Tudi tukaj Mojzes ne obupa, ampak se obrne na Boga in Bog mu pravi, vzemi palico, udari po skali in pritekla bo voda. Včasih pravimo za koga, da je trd kot kamen. To je torej ta skala. Kaj rabi tak človek, če je trd kot kamen, zase zaprt? Nič več ne čuti in ne vidi. Rabi ob sebi nekoga, Mojzesa, ki ga bo udaril s palico. Morda ne tako dobesedno, ampak ki se bo tega človeka dotaknil na tak način, v pravem trenutku, s pravo besedo, da bo pritekla voda. Včasih tudi tako, da se ta človek zjoče. In tu se pokaže zopet na neki drugi ravni ta dimenzija prijateljstva. Ne samo, da mi ni vse eno, ampak da iščem in najdem način, pot, dotik, ki človeka spremeni, ki ga omehča. Nekako v tem kontekstu poznamo, recimo pri apostolski veroizpovedi, molimo, da je Jezus šel pred pekel. Kaj pomeni iti pred pekel? To sem že večkrat tudi omenjal, ko sem bil še otrok, je bila to zame neka zanimiva izpoved in sem nekoč mamo vprašal, kaj to pomeni. Pa je rekla, kar župnika vprašaj. In ko sem župnika vprašal, je rekel, to je skrivnost. Pa sem ostal bos. In potem sem še velikokrat nekako razmišljal o tem in dejansko šele pozneje v odraslosti. Rekel, ko srečam človeka v stiski, v krizi, na nek način v peklu, moram stopiti pred pekel. Če ga gledam preveč zviška, se ga ne morem dotakniti. Se moram približati torej tako, da v neki empatiji vsaj delno začutim to bolečino. In tu lahko tega človeka najdemo dovolj odprtega, da se tudi spremeni. Včasih tudi, da se zjoče, da priteče voda. Tako smo kot prijatelji povabljeni prav v to vlogo Mojzesa, ki s takimi dotiki mehčamo odnose, mehčamo človeka, da se lahko premakne naprej. Ta dotik s palico seveda ima tudi določen pomen, lahko rečemo simbolni. Vemo, da palica, včasih so rekli, da ima palica dva konca. Z enim se lahko udari, z drugim pa nam daje tudi oporo, lahko hodimo. In na nek način palica simbolizira izkušnje, ki smo se jih nabrali. To so velikokrat tudi boleče, ampak nas naredijo bolj trdne, stabilne, suverene, tudi bolj odprte, z manj strahu. Tako da tu Bog naroči ali spodbudi, reče Mojzesu, dotakni se tega kamna, te skale, lahko tega človeka, z izkušnjami, ki si jih nabral, tudi z bolečimi, in pritekla bo voda. In človek se bo lahko prebudil in premaknil in se napil. Seveda imamo tudi situacije, ko smo morda mi ta kamen, ko sem jaz ta kamen.
In če bom takrat, ko bom v taki krizi ali stiski iskal Mojzesa, če ne bom prej skrbel za to, da mi bo, lahko rečemo, na dosegu roke, ga ne bo. Tako da je tudi ta drugi pogled pomemben, da torej skrbim za prijateljske odnose, skrbim, da imam ob sebi nekoga, na kogar se lahko v trenutku, ko sem v krizi, ko sem v stiski, obrnem. Kamen, skala, tu ni brez odgovornosti. Za odnose smo vedno soodgovorni. In če skrbim sproti, tudi za to, da imam ob sebi človeka, na katerega se lahko obrnem, sem storil toliko, kot lahko. Tako da smo povabljeni v obe vlogi, v to Mojzesovo vlogo in vlogo kamna ali skale. Vendar, če želimo, da iz skale nekaj preteče, moramo imeti vsaj toliko upanja v sebi, da nas ta človek lahko prebudi. Če predolgo čemimo in se zapiramo, potem nas lahko kdo obuja še tako dolgo, pa ne bo nič priteklo. Skratka, ta stalna permanentna skrb za odnose, tudi ko smo v krizi, je seveda tudi dimenzija prijateljstva. Da ne rečem, seveda se lahko zgodi, da veliko ljudem tudi pomagam. Pa imam potem občutek, takrat, ko pa jaz rabim, pa nikogar ni. Ampak je pomembno tudi, da sam živim tako odprto, da sem dovolj ranljiv, da dam vedeti, da se lahko zgodi, da bom kdaj tudi sam potreboval. In nekako v tem kontekstu bi vas povabil še za en odlomek, lahko še enkrat, tak kratek. Še tole, to je pa iz Tobitove knjige, samo tole, ja. Prvi odstavek. Doživetje z ribo. Fant je odšel in angel z njim, tudi pes je odšel z njima in ju spremljal na poti. Tako sta torej potovala. Ko se je spustila noč, sta se utaborila ob reki Tigrisu. Fant se je spustil vanjo, da bi si umil noge. Iz vode se je pognala velika riba, da bi fantu odgriznila nogo. Fant je zakričal. Angel pa mu je rekel, zgrabi ribo in jo ukroti. In fant je ukrotil ribo in jo privlekel na suho. In angel mu je rekel, prereži ribo in izvleci iz nje žolč, srce in jetra in shrani jih posebej. Drugo drobovje pa odvrzi. Zakaj žolč, srce in jetra te ribe so koristna kot zdravilo. Fant je prerezal ribo ter iz nje izvlekel žolč, srce in jetra. Nato je del ribe spražil in použil, drugi del pa nasolil in shranil. Potem sta skupaj potovala naprej, dokler se nista približala Mediji. Tedaj je fant vprašal angela in mu rekel, brat Azarija, kakšno zdravilo je v jetrih in v srcu in v žolču te ribe? Angel mu je odgovoril, če koga napade demon ali zli duh, je treba srce in jetra zažgati, da se napravi dim pred možem ali ženo in nikdar več ga ne bodo napadli nobeni zli duhovi. Z žolčem pa je treba namaziliti človeka, ki ima bele pege na očeh, da bo ozdravljen. Hvala lepa. Ja, to je tretji tak del zgodbe. Večina najbrž poznate celo zgodbo iz te Tobitove knjige. Ta Tobija je torej odraščajoči sin od Tobita in odhaja od doma. Reka to vedno predstavlja neko prelomnico v življenju, tudi preizkušnjo. Na eni strani reke smo otroci, na drugi smo odrasli.
In seveda, če želimo odrasti, moramo čez, tako kot ta Tobija. Včasih to želimo tudi nekoliko neprevidno, tako kot tudi ta Tobija. In seveda nas lahko v tej preizkušnji kaj napade. Preizkušnja, nevarnost, to je riba. Zdaj, zamislite si, kaj bi bilo, če bi tu ob reki bil kdo od staršev, če bi bila mami ali pa oči, pa gre sin v vodo in ga napade riba. Najprej bi najbrž bilo že tako, da bi starši toliko odsvetovali in videli toliko nevarnosti, da se sploh ne bi upal približati tej reki. Če pa bi že tvegal, bi najbrž skakali v vodo, ker pač morajo pomagati, rešiti. Zanimivo, ta angel nič ne skače v vodo, nič mu ne brani, ampak pravi, zgrabi ribo, ukroti to nevarnost. Skratka, odnos med očetom in sinom, očetom in hčerko, mamo in hčerko, očetom ali mamo in sinom ni prijateljski. To je drugačna raven odnosov. Prijateljski odnos je odnos, vse tudi starši zaupajo in je nekaj teh dimenzij. Pa vendarle starši so starši, niso prijatelji. Prijatelj je lahko nekdo, ki ni krvno povezan ali ki ni oče in ni mati. Veliko takih primerov imamo. Sem mislil prej, pač ko sem se malo pripravljal, sem računal, tudi nekako take informacije sem dobil, da bo tu bolj tako, kako bi rekel, poslušalstvo iz 3. življenjskega obdobja. Da pa vidim mlade obraze, tako da je to še lepše. Ampak, morda se, ne vem, če se spomnite, to je bilo že dolgo nazaj. Je bila neka oddaja na eni nemško goreči televiziji RTL-u o tem, kakšna vloga ali kakšne matere si želijo mlada dekleta. In so nastopale skupaj, enih 10 je bilo deklet in hčerk pač in njihovih mam. In so bile tako ponosne, ko so ene in druge oznanili, kako zdaj pravzaprav niso več mamice, ampak so prijateljice. In seveda hčerke, jaz ne rabim več mame, rabim prijateljico. Pa je bilo potem neko zatišje, meni se zdi, enih 7-8 let pozneje je slučajno ena od teh hčera prišla nekako v javnost, je rekla, jaz sem se takrat ponašala s to izjavo, ampak sem že čutila, tako je rekla, da to ni to. Je rekla, jaz sem takrat imela veliko prijateljic in z mamo sem dobila samo še eno dodatno, ne najboljšo. Mamo sem pa takrat izgubila in je bilo žal, ko je bila odrasla in je rekla, čekaj, potem jaz svojih hčerki ne bom prijateljica, želim ostati mama. Skratka, prijateljske odnose, in tu vidimo, je nekaj drugega. Si lahko privošči neko reakcijo, ki si oče ali mati ne moreta. In je čudno, če bi se jo privoščila. Imamo nekaj poskusov, tudi predvsem v svetu športa bi lahko rekli. Recimo, imamo kar nekaj zlasti igralk tenisa, ko oče želi biti prijatelj in dober trener. In seveda, če bo dober trener, bo slab oče. Če bo dober oče, bo slab trener. To sta dve vlogi, ki preprosto, zlasti dolgoročno, ne gresta skupaj. Ker mora včasih kot trener od tistega, ki ga trenira, ali tiste, ki trenira, tudi zahtevati nekaj, česar si oče, ali ne iz grobosti, ampak tako iz zahtevnosti, ne more ali težko privošči. Ker bo hčerka rekla, kako moraš biti tak. Trenerju lahko reče, ker je pač trener in se lahko tudi razideta, pa išče novega, očeta ne more dobiti drugega. V tem smislu je prijatelj lahko samo nekdo, ki ni oče in ni mati. In v tej zgodbi, ki smo slišali, je pravzaprav prijatelj
nekdo, ki je v sodobnem kontekstu življenja še najbolj podoben čisto preprosto birmanskemu botru. Ta je lahko prijatelj. Zato, ker ni oče in ni mati. In je lahko do svojega, v narekovajih, birmanca drugače in včasih tudi bolj zahteven. In lahko tudi birmanc odpira vprašanja z njim, ki jih z očetom ali mamo ne more. Tudi zato, ker so, posledice takega odpiranja drugačne. Če se botru zameri, ga naslednje pol leta ne vidi in boste že preživela. Če se očetu ne more tako distancirati svojega odnosa. In predvsem logika odnosa je drugačna. In ta angel, kot se pozneje kaže, boter ali prijatelj, kot sem rekel, nič ne skače v vodo, nič mu ne brani, ampak ga spodbudi. To je pomembno, da prijatelj pozna svojega prijatelja, da ve, česa je sposoben, kaj mu lahko zaupa in kaj od njega zahteva. In ta Rafael pozna tega Tobija, pravi, zgrabi ribo, ukroti to nevarnost. In iz te ribe kaj vzame? Srce, jetra in žolč. 3 vitalne organe. Srce predstavlja pravzaprav veselje do življenja, ljubezen do življenja, polnost življenja. Jetra, kaj delajo jetra v našem telesu? Čistijo, tako? Se pravi, polnost življenja, ljubezen do življenja, desno hemisfero, to je polnost. In čiščenje življenja, čiščenje odnosa. Ko gre ta zgodba naprej, seveda, in se ta Tobija poroči, na začetku te zgodbe najprej zažgeta srce in jetra. Pomeni, na začetek odnosa postavita ljubezen do življenja in čiščenje odnosa. In zato, za razliko, tisti, ki poznate to zgodbo, veste, da je ta njegova nevesta bila že v 7 odnosih in vsi so bili neuspešni. Zato, ker so vsi v glavnem stopali v odnos z levo polovico, da nekaj dobijo. V glavnem so takrat, tako zgodba pravi, jedli in pili. Ta je prvi, ki na začetek odnosa postavi prav to čiščenje, srce in jetra. In ko to zažgeta oziroma postavita kot temeljno vrednoto, zato lahko tudi preživita. In ko se potem vračata, njegov oče, kot poznamo zgodbo, je slep in mu pomaže oči s tem žolčem, žolč tako kot palica. Vemo, če se žolč razlije, je zelo nevarno. Lahko izgubimo življenje, je življenjsko nevarno. Po drugi strani pa žolč tudi sodeluje, pomaga pri predelavi maščob, najtežje prebavljivih snovi. In seveda v tem kontekstu pravzaprav ponazarja izkušnje. Če smo torej v neki krizi ali stiski in se dotaknemo življenja s temi izkušnjami, tako kot prej Mojzes s palico tega kamna, te skale, potem lahko spregledamo, potem nam očisti pogled in lahko z nekim novim zagonom, nekim novim optimizmom gremo naprej. Res je to, tako kot v tej zgodbi, s tem žolčem si Tobija ne namaže svojih oči, ampak drugega. In tudi ne moremo, če smo kamen, sami udariti po tem kamnu. Vedno rabimo drugega. Tudi žolčem lahko pomažemo samo oči drugega in drugemu odpiramo pogled. In prijateljstvo je pravzaprav to, da smo dovolj empatični, dovolj blizu, da smo dovolj odprti, ko rabim prijatelja, da ga imamo ob sebi in se lahko nanj zanesem in se k njemu zatečem. In če sem bolj v tej vlogi Mojzesa, da sem pripravljen priskočiti na pomoč. Kot prijatelj, ne kot oče, kot mati. Se pravi, da zaupam, tudi če boli. In na tak način lahko kot prijatelji, bi rekel, drug drugemu odpiramo pogled. In tudi drug drugega spremljamo skozi življenje. In tako bomo, če se vrnem na začetek, marsikdaj, ko bomo morda
ko bo težko, pa bomo videli predvsem slabo v življenju, našli nekoga, ki nam bo rekel, poglej še z druge strani, vrzi mrežo na drugo stran. In bomo odkrili veliko dobrega, kar smo morda spregledali ali na kar smo pozabili. Včasih je tako tudi, ko recimo kdo išče ali se slabo počuti, je v krizi, kot temu pravimo, in seveda vidi samo tisto ali predvsem tisto, kar ga boli. In ko se ustavi, pa skušamo pogledati še z druge strani, včasih tudi toži, obtožuje, ne vem, od staršev do prijateljev, nihče ga ne pozna, nihče ga ne mara, vsi so proti njemu. Ko se ustavi in prova in poskuša poiskati lepe trenutke v življenju, jih navadno najde več, kot jih je prej pričakoval. In to odpira nov pogled. To je tisti žolč, s katerim se lahko dotaknemo človeka v stiski in bo lahko zopet spregledal. Toliko bi jaz imel za tokrat, lahko kaj vprašate, lahko pripomnite, lahko dodate, lahko ugovarjate, kakor želite.